Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo magazina Pod prečko. Letošnja sezona je za slovenski klubski nogomet zgodovinska. Celjani so februarja izločili Apoel in se prebili med najboljših 16 v konferenčni ligi. V Ajdovščini se bomo družili s trenerjem Primorja Milanom Anđelkovićem. Maribor doma. Zimski prestopni rok je v Prvi ligi Telemach nekoliko premešal karte. Fazanerijo je za Žak zamenjal Sandi Nuhanović, ki ga bomo obiskali v Ljubljani. Ja, mislim, da vsak igralec si želi igrati v najmočnejši ligi, to pa po mojem mnenju Premier Liga. Za konec pa se odpravimo še v štajersko prestolnico, kjer se bo z izzivom Pod prečko srečal Niko Grlić. Prijeten četrtkov večer na Cipru, v Nikoziji. Lokacija: stadion GSP. Nasprotnika: Apoel in Celje. Tekma za zgodovinsko uvrstitev v osmino finala evropskega tekmovanja. Na prvem obračunu so varovanci Alberta Riere dvakrat vodili, a ostali brez zmage. Izid 2-2 je pustil odprta vrata za ene in druge. Albert Riera je svoje igralce odlično pripravil. Motivacija je bila na vrhuncu. Vse je bilo pripravljeno za zgodovinski uspeh. V uvodnih minutah smo vsi pričakovali silovit nalet gostiteljev, ki so bili zdesetkani, a na igrišče vseeno poslali zelo kvalitetno enajsterico. Celjska obramba je bila čvrsta. Zvezdna vrsta polna energije in hitro so gostje prevzeli pobudo. V 31. minuti je bilo prvič zares vroče. Visoka podaja pred gol Apoela, Aljoša Matko je napadel žogo, Veselje je žal preprečila prečka. Bližal se je odmor. Začel se je sodniški dodatek. Zdelo se je, da bodo domači preživeli pritisk Celja, nato pa 4. minuta dodatka. Svit Sešlar z izjemno podajo v prostor, Armandas Kučis pa z odlično reakcijo za vodstvo Celja. Po polčasu so Celjani vodili z 1-0 in imeli rezultat, ki zagotavlja napredovanje. Drugi del se je začel, kot se je prvi končal. V 51. minuti je v prostor še enkrat podal Sešlar, natančno pa zaključil Tamar Svetlin. 2-0. Apoel na kolenih. Ciprčani niso bili sposobni odgovoriti. V 62. minuti so Celjani še enkrat zadeli, tokrat žal iz prepovedanega položaja. Sledil je miren zaključek za potrditev velike zmage. Ko je po 7 minutah dodatka škotski sodnik John Beaton odpiskal konec tekme, se je lahko slavje začelo. Dejansko nismo pošli niti ene priložnosti, da si ustvaril, da resno pogledamo. Prvo se moramo dobro stuširati, malo umiriti.
bo pa sigurno bomo proslavili. Prvič v zgodovini ima Slovenija predstavnika v osmini finala evropskega tekmovanja. Naslednji nasprotnik, švicarski Lugano. Srečno Celje! Zakaj ste postali trener? Ker imam rad nogomet. Kdo je vaš trenerski idol? Nimam ga. Najlepši trenutek v trenerski karieri? Osvojitev prvega mesta za Primorje. Najtežji trenutek v trenerski karieri? Ni jih bilo. Najboljša nogometna tekma z taktičnega vidika? Gledali, se ne spomnim, vodil, jih je bilo kar veliko, ampak ajde, če lahko je eno, Maribor doma. Kakšen je vaš dan tekme? Normalen, nič kaj takega, zelo normalen, veselim se, tako da predvsem me občutki nekega veselja, neke sreče. Zmaga s 5-4 ali z 1-0? Pomenil mi bi zmaga, ampak zdaj, če bi se mogel odločiti, za kje rezultat, bi se zaradi publike 5-4. Koga bi raje imeli v ekipi? Prvega strelca ali najboljšega vratarja lige? Imeli smo oboje, tako da eno in drugo je pomembno. Zdaj, če moram izbrati, bi mogoče izbral vratarja, ker mislim, da je tukaj moč ekipe. Kako se spopadate s pritiskom in stresom, ki ga prinaša nogomet? No, nimam ga. Sploh nimam občutka, da je nek stres izven igrišča. V čem je vaš klub najboljši v ligi? Najboljši v ligi je v koheziji med igralci, med trenerskim štabom in čutno se, to je najboljše. V nadaljevanju. V Ljubljani nas bo gostil Sandi Nuhanović. Na Ljudskem vrtu pa Niko Grlić. Pa priložnost za Nuhanovića, kakšen gol! Sandi Nuhanović je izkoristil zimski prestopni rok in se s Fazanerije vrnil v prestolnico. Oblekel si je še tretji prvoligaški dres, okrepil je Bravo, ki se bo, kot kaže, tudi v tej sezoni vse do konca boril za Evropo. Kaj je bil glavni razlog za selitev k Bravo in kaj pričakuje od novega poglavja v svoji karieri? Bilo je eno malo obdobje v Muri, ker nisem toliko igral, ni bilo toliko priložnosti za igro. Vsak igralci seveda želi igrati. V Bravo sem videl neke smernice zadnja leta, ki jih imajo, ki mi nekako ustrezajo. In potem se je odprla priložnost, da se je Trbin prodal, šel korak naprej in smo se hitro dogovorili za sodelovanje. Ja, Bravo res v letošnji sezoni gre res fenomenalno, tudi lanski so pokazali s tem korakom v Evropi, 4. mestom. Tako da mislim, da je nek korak v pravo smer. Od Mure se je poslovil po 34 tekmah, na katerih je dosegel 3 gole in vpisal 2 asistenci. V lepem spominu bo ohranil okolje in navijače, zadnji meseci v Prekmurju pa so bili ob vseh menjavah v lastniški strukturi kluba zelo zahtevni. Ja, mislim, da je bilo na začetku taka neka neprijetna energija. Prej smo bili bolj povezani, potem nam je pa nekako
bom rekel, porušilo v sistem, vse te navade, ko smo imeli tudi s prejšnjim trenerjem, ampak ni lahko, no. To bom sam povedal, ni lahko. Ker je produkt Slovana, lahko rečemo, da se je vrnil v svoje mesto. Ob prestopu v Muro tega zagotovo ni pričakoval, Bravo pa trenutno deluje kot stopnička naprej v karieri. Zakaj? Vice, no, v teh zadnjih letih, odkar so prišli v prvo ligo, so smernice zastavljene, cilji zastavljeni, mislim, da vsak igralec ve, kaj mora početi in nekako mi je všeč to delo. No. V dresu Radomelj in Mure je proti Bravo igral tako v Stožicah kot na Žaku. Tudi letos Šiškarji nimajo stalnega domovanja, kje pa si sam želi odigrati čim več domačih tekem. Iskreno mi je bilo bolj v Stožicah zaradi veličine igrišča, ker tukaj je pač najmanjše igrišče v ligi, ampak je kakor je, ne. Izkoristili bomo vsako igrišče, iskreno. V dosedanji karieri se je izkazal kot vsestranski vezist, ki na vsaki tekmi ogromno preteče in daje ritem igri. Kako pa bi se opisal sam? To bi bilo najbolj, da trenerja vprašam ali pa igralce, ampak ne vem, nekako se imam za borbenega, tekaško sposobnega, tehnično tudi, tako da upam, da bom lahko pomagal svoji ekipi. 26-letnik je že od malih nog odvisen od nogometa. Zato nas je zanimalo, kateri nogometni zvezdniki so ga najbolj navduševali in katere lige ob prvi ligi Telemach najraje spremlja. Predvsem Xavi Iniesta, tista doba Barcelone je bila res nekaj posebnega. Iskreno gledam samo Real pa Barcelono, bolj spremljam Premier ligo, tam pa pogledam skoraj vse tekme v vikendu. Kar se tiče prve lige Telemach, so mu v otroštvu v spominu najbolj ostali večni derbiji, ki jih je večkrat spremljal v živo. Rad pa se spomni tudi na uspehe slovenske reprezentance, predvsem tiste druge zlate generacije, ki je leta 2010 zaigrala na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki. Se spomnim, ko so se kvalificirali, so imeli sprem na Prešernovem trgu, tam se spomnim, sem bil še kot otrok v publiki, iskal podpise pa fotografiranje z igralci. Kot vsak domač nogometaš v prvi ligi Telemach tudi Sandi sanja o igranju v tujini. S prestopom v katero ligo pa bi izpolnil svoje sanje. Ja, mislim, da vsak igralec si želi igrati v najmočnejši ligi, to pa po mojem mnenju Premier liga, ne. Prva liga Telemach je letos znova zelo zanimiva. Lestvica se je sicer prelomila drugače kot v prejšnjih sezonah. Kako Sandi gleda na trenutno dogajanje in ali še vedno velja rek, da lahko vsak premaga vsakega? Mislim, da do konca ni še veliko tekem. Mislim, da bo borba za vsakega, tudi za tiste prve in zadnje. Nekako smo se razporedili čez celo lestvico, bom rekel, ni zdaj pravila, ne, da bo zmagal prvi zadnjega ali pa zadnji prvega. Tako da mislim, da bojo pestre in zanimive tekme do konca sezone. Vlogo glavnega favorita za naslov ima že nekaj časa Olimpija, ki je hitro pobegnila tekmecem. Kako na mestnega rivala gleda Sandi? Mislim, da so tudi v Evropi so šli korak dalje. Ampak ja, nabrali so si dovolj število točk, tako da mislim, da lahko prvenstvo nekako miru speljejo do konca. Sandi Nuhanović, hvala za druženje in srečno v nadaljevanju sezone. Magazin Podprečko je obiskal Ljudski vrt, ob meni pa je mlad talent Maribora, Niko Grlić. Niko, super sezona, ne, zaenkrat odlično igraš, veliko igraš, zagotovo si vesel za to, da si se afirmiral v članski ekipi. Ja, to je res, bi pa to zamenjal za kako mesto na lestvici više, ne, seveda, vsi smo rajši prvi, ne, ko pa trenutno drugi, ne. Točki s tekem ti mi žal ne moremo dati, lahko pa ti damo priložnost, da si prvi na lestvici našega izziva, oziroma da se poravnaš na prvem mestu s Harisom Vučkićem. Poznaš naš izziv? Ja, poznam, ja, 4-krat udariš, zadnja za podvojiš, ne, ja. Če ne izgubiš 10 točk, tako da potem pa kar srečno.
Haris se že trese. Wow. Tam ne. Niko, nekateri pravijo, da so najtežje te, ki so najbližje golu, nekateri pravijo, da je najtežje s kota. Tvoja ocena po izzivu? Najbližje so najlažje, ta iz kota je malo težja, ampak ja. Haris ima izkušnje s Premier lige. Ja, lahko bi tako rekel. Si zadovoljen, razočaran? Pa, vedno hoče zmagati, ne, ampak ajde tudi, ni slabo, da teža dan. Je pa zdaj izziv, da zmagate na čim več tekmah. Ja, to pa je vedno. Hvala za čas in srečno v sezoni. Ja, hvala. Preverimo, kam 25 točk uvršča Nika Grlića. To je za tokrat vse. Hvala vam za vašo pozornost. Uživajte v prenosih Prve lige Telemach na Sportklubu in prisrčen pozdrav do prihodnjič.